pozdravljam. Mnoge izmed vas poznam. Ste že tudi slišali vsa ta predavanja, tako da mogoče se bo neke stvari tudi ponavljale. Ampak s tem ni nič narobe. Si bolj zapomnimo stvari. V glavnem na tem svojemu, ne bom rekla predavanju, predstavitvi, v glavnem potegnem ven iztočence iz knjige Naš odnos do živali in holokaust Charlesa Patersona. Verjetno vam je ta knjiga tudi znana. Če vam ni, vam zelo toplo priporočam, da si jo preberete. Kar se tiče samega veganstva in moje odločitve za veganstvo, nima nobene veze z zdravjem, ker pač se v to nisem poglabljala. Je izključno zaradi etike, ker smatram, da moje življenje ni čisto nič bolj pomembno ali več vredno od življenja kogarkoli na tem svetu, bodisi od človeških ali pa nečloveških živali. Razen v primeru, če bi se verjetno kje v džungli srečala z levom ali pa s kokošjo, pa bi pač tam bil ta zakon močnejšega uveljavi. Se pravi, da tudi jaz nimam orožja, da zahrbtno pobijam, kakor ljudje to sicer počnejo in opravičujejo. Pravi, da je to tista premoč, ki nam daje legalno pravico, da pač zlorabljamo in ubijamo druga čuteča bitja, tako ljudi kot živali. Začela bom z enim uvodnim odstavkom iz knjige Charlesa Patersona, in sicer: človek je ustvaril umeten prepad med seboj in živalmi ter človekov odnos do drugih po načelu močnejšemu je vse dovoljeno. Udomačevanje oziroma izkoriščanje živali se je začelo pred približno 11.000 leti. S tem so živali izgubile evolucijsko svobodo, gensko neodvisnost in bile podvržene človekovi vzrejni domišljiji in muhavosti. Zasužnjevanje oziroma udomačevanje živali je najprej vplivalo na človekov odnos do ujetih živali, potem pa tudi na odnos med ljudmi. Udomačevanje živali je porodilo večjo oblastnost, saj si je človek z nadvlado nad nižjimi bitji ustvaril razumsko podlago, na kateri temeljijo mnogi družbeni in politični dogovori še danes. Ko se je izkoriščanje živali razširilo in postalo sestavni del naravnega reda, se je začel podoben odnos uveljavljati tudi pri obravnavanju drugih ljudi. Nasilje nad živalmi je povzročilo nasilje nad ljudmi. Že Dan je prej govoril o suženjstvu. V sami knjigi tudi odpre se najprej poglavje o suženjstvu, se pravi, ko je človek prvič doumel, da lahko z živalmi manipulira, se pravi, da vzreja bolj plemenite živali, tiste, ki so šibkejše, slabše, da jih izločuje iz vzreje, upeljal je kastracijo, označevanje, seveda upeljal tudi odvzemanje svobode, to nenazadnje suženjstvo je. In kasneje, ko je videl, da lahko s tem zelo dobro regulira populacijo živali, je dobil idejo, da se lahko to zelo dobro obnese tudi v odnosu do sočloveka, se pravi med ljudmi. In potem imamo v sami zgodovini seveda zasužnjevanje ljudi, kakor je tudi tukaj pisal, nižja rasa, nižja vrsta in tako naprej. Seveda pri vsem temu pa je en zelo pomemben aspekt, ki smo mu velikrat tudi v vsakdanjem življenju priča, in to je, da če hočemo ljudi podrediti, če jih hočemo zasužiti, če hočemo upravičiti to, da jih ubijemo, da jih zlorabljamo, ponovadi vsem tem ljudem pripisujemo živalskost. Recimo v drugi svetovni vojni so bili Judje, Romi, Slovani in tako naprej, tisti, ki so jih Nemci pobijali, so jim ponovadi rekli, da so podgane, da so uši. Se pravi, razčlovečenje je prva stvar, ki jo mora človek v odnosu do človeka narediti, da potem ima pravico, si on predstavlja, da ima pravico, da lahko človeka ubije, ga zasužnji, zlorablja, da mu je v uporabo, tako kot živali. Zato, ker živali so nižja bitja, živali nimajo duše, tukaj je zelo veliko pripomogla tudi cerkev, da je tak odnos do živali, kakršen je danes, ker se živalim odreka duša, karkoli že to je. Se pravi, razčlovečenje, degradacija, živalskost. Živalskost v našem svetu pomeni, da je nekaj slabega. Se pravi, če mi pripišemo nekomu človeku živalske lastnosti, je to a priori nekaj slabšalnega. Temu se reče tudi specizem, ki smo mu pričali vsak dan, se pravi, da delamo na podlagi vrste delamo diskriminacijo.
In v vsakdanjem govoru to zgleda tako, da rečemo, ne vem, da ne obnaši se tako, kot ena koza. Se pravi, če koza je, a priori koza je, pomeni enako in nekaj slabšalnega. Tako kot je Dani rekel, Hitler, vegan je slab človek. Tukaj koza nima šanse, da je nekaj dobrega. Koza je v našem svetu nekaj slabega. Tako je prašič v našem svetu nekaj slabega. Če nek človek se obnaša slabo, razmetano, se obnaša, ne vem, za naše pojme, nemoralno, neetično, kakorkoli mu rečemo, ti si ena navadna svinja. Poglej, kakšen imaš doma, imaš svinjaka. Čeprav v resnici so svinje pravzaprav čiste živali. Te živali, za katere mislimo, da so umazane, so umazane zgolj in samo zato, ker nimajo naravnih pogojev, ne morejo bivati v skladu s svojimi naravnimi potrebami. In so zaprte v hleve, zaprte so v taborišča, dobesedno, in ker žival tam ne more za sabo počistiti, žival se iztreblja, leži v iztrebkih, v naravi tega ni. Kdor ima psa, kdor ima mačko, nikoli ne bo videl žival, da se iztrebi in potem se uleže v svoj iztrebek, razen če je bolana. Tega dejansko ni. V hlevu, kjer je pa pripeta na verigo in kjer ima pač kvadratni meter prostora, da se tudi obrniti ne more, pa žival resnično nima izbire, ko da leži v svojih iztrebkih, urinu in vse umazani. Zato potem ljudje posledično mislimo, da so živali te umazane, sploh za prašiče to radi mislimo. In zelo zanimivo je, da večina ljudi sploh nima nobenega stika z temi živalmi, ne s svinjami, ne s kravami, ne s kozami. Teh živali ne vidimo z razlogom, zato ker ko živali vidimo, ko jim damo celo ime, postane ta žival individuum, oseba v končni fazi in takrat imamo že drugačen odnos do te živali. In te živali so z namenom skrite, da jih mi ne vidimo. In pravzaprav je zelo zanimivo, da je teh živali na bilijone na tem svetu, pa mi sploh ne vemo, kje so. Nas je imeli koliko 7 milijard teh živali, je pa mnogo, mnogo več. Če vsako uro pobijamo približno 5 milijonov živali kopenskih, si sploh ne moramo predstavljati, kje te živali so, skrite so, ampak so. In kar sem hotela povedati, teh živali ne vidimo in ko je Melanie Joy, verjetno večina od vas tudi pozna njeno knjigo o karnizmu in kot ideologiji, je vprašala v osnovni šoli, ne vem, kje razred so bili otroci, je vprašala, no pa se pogovorimo o živalih. Povejte mi, kakšni se vam zdijo prašiči. In skoraj 100% je bilo, da so vsi otroci povedali, da so prašiči umazani, debeli, požrešni. Se pravi, večina teh otrok nikoli teh prašiča sploh videla ni, razen na sliki, v živo nikoli ni imela stik z njim, ne ve, kako živi. Ampak otroci so imeli mnenje, da so svinje umazane, debele, požrešne živali, se pravi, nekaj zelo slabega. In potem jih je povprašala, kakšni so pa psi. In so imeli skoraj vsi tudi ne, ker vemo, da pač so tudi ljudje, ki imajo izrazito odklonilen odnos do psov, so rekli, da so psički ljubki, prikupni, da z njimi celo spijo, da jih imajo najrajši na svetu, da so njihovi najboljši prijatelji. Prav, gre tukaj ne nazadnje za ideologijo, karnizem, kar je Melanie Joy povedala, popeljala to besedo, da nam je nekaj priučeno od dneva, ko se rodimo, ne nazadnje. In priučeno nam je tudi to, da jemo živali, oziroma priučeno nam je to, da smatramo, da so svinje umazane, debele živali, ki jih moramo jesti in da so psi naši prijatelji, katerih pa ne jemo, ker so naši prijatelji. Kakor je tudi Dani omenil, recimo v Koreji, na Kitajskem, se tega ne mislijo. Pse lovijo, jih vzrejajo zato, da jih pobijajo in zato, da jih jejo. Torej, gre za ideologijo. Ne gre za to, da bi mi dejansko to neka absolutna resnica, ampak to je v bistvu ideologija, ki je nevidna, ker v njej živimo in se sploh ne zavedamo. In to je ideologija močnejšega, ker ima močnejši prav in pravico do vsakega, ki je šibkejši. V naši družbi so to absolutno živali na prvem mestu, potem vemo otroci in ne nazadnje starejši ljudje, ker vidimo, kakšen odnos imamo do vseh teh skupin, ki so šibki členi naše družbe. Veliko več policijske gonje in raznih večji problem bo imeti, ker ukradel avto, kot pa recimo
imajo ljudje, ki zlorabljajo živali, imajo živali v neprimernih pogojih, jih ubijajo in tako naprej. Vam čisto iz osebne prakse lastne povem, da imajo veliko manj problemov take ljudje. Pravzaprav največji problem je nastal potem kasneje, ko se je klanje industrializiralo. In to se je zgodilo, ko se je začelo upeljevati železnice, vlak. Takrat se je ta industrija zelo pospešila, ker je bil hitrejši transport in tudi začeli so uvajati tekoči trak. In ta ideja tekočega traku se potem je nenazadnje se je najprej razvila pravzaprav v industriji klanja oziroma mesno predelovalnih izdelkov. In kot sami veste, ko sem prej govorila o bilijone in bilijone živalih, včasih so jih ljudje videli, so imeli stik z njimi, so se zanimali, so vedeli, da je to njihovo preživetje, hrana. Danes tega ne vidimo z razlogom, ker tega ni več v mestu, ker danes vemo, da meso ni življenjskega pomena. Prehranjevanje živalmi ni življenjskega pomena, temveč je izbira. In to se mi zdi najbolj pomembno. Zakaj se mi zdi to pomembno? Zato, ker smatram, da smo ljudje v osnovi moralna bitja. Nismo ne prvi na vrhu evolucije, kakršnekoli že, nismo ne na vrhu prehranjevalne verige, ampak smo v osnovi bi morali biti in smo moralna bitja. Nažalost temu ni tako, ker smatramo še zmeri, da če je nekaj splošno sprejemljivo, legalno, zakonito, da je to prav, ne? Vendar pa nekaj, da je zakonito, legalno, ni enako, da je tudi etično in moralno. To zna biti včasih popolno diametralno nasprotje, ne? Etika pa nekaj, kar je zakonito, legalno. In mi, ljudje, moramo biti moralna bitja in zato sem rekla, da je prehranjevanje živalmi izbira, ni nuja. Za večino ljudi na tem planetu danes to ni življenjskega pomena, temveč je izbira, je užitek, je luksus. Vsi se strinjamo, da je brcanje psa, klanje psov, pasji boji in tako naprej, da je to nekaj izrazito slabega, da bi to mogli prepovedati, da je to nehumano, da je v bistvu to neke vrste zabava gledati pse, ki se koljejo in da to je treba prepovedati. Ampak hkrati pa ne dojamemo, da je prehranjevanje živalmi tudi, ne bom rekla zabava, je pa užitek, ne? In gre za zadovoljevanje gurmanskega užitka in prav nič drugega. Se pravi, na eni strani znamo reagirati kot moralna bitja, na drugi strani pa popolnoma odpovemo. Zakaj? Če se vrnemo nazaj, zato ker smo pač vzgojeni v nevidni ideologiji, ki to opravičuje, ki smatra, da je to normalno, naravno in nujno. Vendar v pobijanju drugih ni nič naravnega, še najmanj pa normalnega. Kljub temu, da v naravi recimo vidimo naravni ciklus, da se živali med sabo jejo, pobijajo in tako naprej. Vendar to z nami pravzaprav nima nič, nobene veze. To je tudi Dani prej povedal, zakaj to z nami nima prav nobene veze. Kako je s suženjstvom danes? Vsi vemo, da suženjstvo, sicer so bili prej zelo lepi grafi, ampak kljub temu, da je vse skupaj v blaznem upadu in posilstva in vse še zmeraj smatram osebno, da je tega preveč, zato ker smo moralna bitja, zato ker smo leta 2018, zato ker so nam vse informacije dostopne in ker se lahko na podlagi teh informacij izobražujemo, moramo jih seveda najti in se potem odločamo, se pravi, v skladu z našimi moralnimi videnji, etiko in tako naprej. Velikokrat ljudje govorijo o tem, da ene stvari bom pač ponovila, ker se te stvari zelo navezujejo, govorimo o tradiciji, da je to pač del naše tradicije, a hkrati je del naše tradicije tudi to, da posilstva so del naše človeške tradicije, ubijanje je del tradicije, detomori so del tradicije človeške, šovinizem, seksizem, to je vse del naše človeške tradicije in zgodovine, ampak a je to moralno, etično? Za mene osebno ni. V sami knjigi Večna Treblinka, naš odnos do živali in holokaust, Charles Patterson
pač primerja holokaust s tem, kar se danes dogaja z živalmi, s človekovim odnosom do živali, s čimer se jaz strinjam, da to, kar delamo danes s živalmi, to absolutno je holokaust. Veliko je bilo kritik zaradi te usporedbe, češ, da so se ljudje in vsi, ki so bili žrtve holokausta, so se počutili prizadeti, da jih primerjamo z živalmi, a ne. Ja, primerjamo jih z živalmi, zato ker jaz sebe tudi primerjam z živalmi, zato ker sem čisto v uvodni točki rekla, za mene življenje živali ni nič manj vredno od mojega življenja. In zato vegani in Charles Patterson lahko primerjamo in smo upravičeni do te primerjave, ker ne smatramo, da je živalskost nekaj slabega. Živalskost je živalskost, človeškost je človeškost. Sama pravzaprav mislim, da bi mogel biti zakon močnejšega v tem smislu, da močnejši bi moral vedno zaščititi šibkejšega in ga ne izkoriščati za lastno obdobje oziroma tako kot izkoriščamo živali za komoditeto. Tukaj bi bil ta človek moralno bitje, če bi to doumel, če bi se nekaj zgovarjati, pa razmišljati o tem, da so nam možgani se razvili zato, ker smo jedli meso. Kar v bistvu verjetno sploh ne drži, ne vem, nisem brala teh znanstvenih raziskav, niti me ne zanimajo take stvari, ker vem, kdo sem danes, leta 2018 in se odločam svojo lastno glavo in razmišljam svojo lastno glavo in se sprašujem o samoumevnih stvareh in me ne zanima, kaj si drugi mislijo, tudi če je za druge normalno, da se živali ubija, tudi če je res so se možgani razvili zato, ker so jedli meso, to danes z mano absolutno nima ničesar. Je pa ful zanimivo bilo v knjigi, ki sem jo brala, Filozof in volk, jo tudi zelo priporočam, kjer filozof opisuje, zdaj se ne bom spomnila, kdo je napisal, pač je kupil enega volka, kjer so ga prodali, mislim, da v Ameriki ali v Angliji, ga je kupil in potem pač skozi knjigo opisuje njun odnos in pa tudi malo filozofiral vmes, ker s filozofi ne morejo stran od tega in razmišlja, da mogoče so se pa naši možgani razvili glih zato, ker opica je vedno razmišljala samo o temu, kako nekoga prevarati in se okoristiti. In da so se, ker se on sprašuje v knjigi, zakaj volkovi niso se razvili v to smer, tako kot smo se razvili ljudje in zakaj so se ljudje razvili v ta neka razmišljujoča bitja. Ne? In se mogoče bolj za hec, ampak pač on omenja noter, da mogoče zato, ker so opice vedno samo tuhtale, kako nekoga nategnati, ga okrog prinesti, zato da bojo imele one svojo korist, ona od tega korist. In to vidimo še danes. Človek dejansko večinoma svojega časa razmišlja samo o temu, kaj mora narediti, s kom se mora družiti, s kom mora iti na kavo, zato da bo imel on nekoč koristi. Če smo čisto iskreni, večina nas, tu pa tam, eni pa zelo veliko temu razmišljajo. In mogoče kdaj v kakšni debati se lahko zapletete, če vam bo spet kdo rekel, da so nam možgani razvili, tako kot so naši predniki jedli meso. Da so mogoče pa zaradi tega. Še eno stvar bom prebrala iz knjige. Zaradi zaničevalnega odnosa do živali jim je človek lahko pripisal lastnosti, ki jih ni maral pri sebi. Pri primerjanju z živalmi je poudarjal svoje všečne lastnosti in ravnanje, se pravi, levi tudi jejo, živali, po katerih se domnevno izrazito razlikuje od živali in s tem lažje potrjeval svojo človečnost. Človek je živalim pripisoval tiste naravne vzgibe, divjost, požrešnost in spolnost, ki so ga najbolj motili pri samem sebi. Čeprav se s predstavniki svoje vrste ne vojskujejo divje živali, temveč človek, ki tudi je več, kot je dobro zanj in je spolno dejaven celo leto. Velika ločnica med človekom in nečloveškimi živalmi je upravičevala in še naprej upravičuje lov, mesojedstvo, opravljanje poskusov na živalih in vse vrste surovosti, ki jih lahko izvajamo nad živalmi. Veliko ljudi, ki se ne odloči za veganstvo, pač v debatah piše, da so veliki ljubitelji živali, da imajo radi svojega psa, da so proti krznu in tako naprej. Treba se zavedati, da je 99% trpljenja, zlorabljanja, ubijanja živali izključno in zgolj v industriji prehrane. 1% trpljenja, zlorabljanja in ubijanja živali pa je sem spadajo pa potem lov, poskusi na živalih, cirkusi, krzno, živalske vrtovi in tako naprej. Se pravi, 99% v prehranjevalni industriji, 1% v vseh ostalih
panogah, kjer se živali izkorišča in zlorablja. Tako da pravzaprav, ja, super, če ne nosimo krzno, super, če ne hodimo v živalski vrt, krasno, če ne gremo v cirkuse, še bolj lušten, če ne obujemo usnjenih čevljev, ampak to je 1% tistega trpljenja živali. 99 je pa tisto, kar jemo vsak dan. Še zelo na hitrico, kaj je veganstvo za moje pojme je veganstvo način življenja, zato ker v veganstvu ni dieta, veganstvo ni samo tisto, kar imamo na krožniku, čeprav je to največji in najbolj pomemben del, tudi sami vemo. Mogoče še ena stvar, se mi je zdaj pač trnila iz tradicije, vedno hrano povezujemo z lepimi občutki, pa smo bili svojo družino in tako naprej. In zato nam je tudi zelo težko potem presekati, in čuden nam je, zakaj nas je potem naša mama, oče, ki nas imajo najbolj radi na svetu, so nas prehranjevali z živalsko hrano, beljakovinami, če je tam toliko trpljenja in če je tukaj v ozadju ena taka kruta in grozna resnica, kaj se dogaja tem živalim. Tudi tukaj nam ponavadi pač enostavno odpove ta povezovanje. Velikokrat se sprašujemo, zakaj onemu človeku ne moramo dopovedati, da živali trpijo. On meni reče, ja, jaz te razumem, jaz te podpiram, ampak ne morem. Dejansko v vseh teh letih sem dojela, da enostavno se mora narediti, mora priti do povezave. Ne vem, mogoče ve kdo drug, na kakšen način, kako, ampak dejansko se naredi klik in takrat je vsega konc. Takrat ne moreš iti več nazaj. Sploh mislim, da ne moreš iti in ne zaradi lastnega zdravja, ker lastno zdravje gre spet za komponento sebičnosti, se pravi, spet sem jaz na prvem mestu. Ja, super, nimam nič proti, absolutno sem za to, da se postavimo na prvo mesto in da cenimo, da spoštujemo sebe in vse te ameriške stvari, ki prihajajo k nam, jaz individuum in tako naprej, individualizem. Ampak spet je tukaj nek pristop sebičen, sprav, jaz bom nehal jesti živali zaradi tega, zato da bom zdrav in tako naprej. Spet nismo videli, da je tukaj odzadaj trpljenje živali in pa njihova pravica do njihovega lastnega življenja, ker mi se moramo zavedati, da tako, kakor mi ljubimo in želimo živeti svoje lastno življenje, ga vsako živo biti na tem svetu želi živeti. Razen določenih ljudi, ki storijo samomore in ne želijo živeti. Pri živalih tega ni. Živali si želijo živeti svoje edino življenje, ki ga imajo. Zakaj je mleko sporno? Mleko, ne vem, a ste o tem danes že verjetno govorili? Mleko je sporno, velikokrat reče, ja, sej, pa če pijem mleko, zaradi tega noben ne umre. Žal tudi zaradi mleka umirajo živali, umirajo telički, zaradi tega, ker mora biti krava, vsako leto mora imeti svoje otroke. Namenoma govorim otroci rojevanje, zato ker ne delam nobene razlike med sabo kot človekom in živaljo. Za mene žival ne povrže, ampak rodi. Ima tudi svoje otroke. Vsako leto mora biti krava noseča, rodi svoje otroke. To mi tudi povedala ena slovenska mlekarica, gospa, ki pač vzreja živali, vzreja živali, zato da jim potem vzema mleko. In je potrdila, da mora biti krava vsako leto noseča, zato da ima mleko. Jasno je, zato že ne nazadnje, krava je sesalec, tako kot ženske. Ženske vemo, da če imamo otroka, imamo mleko. Če nimamo otrok, nimamo mleka. Pika, tukaj se vse konča, tukaj ni več debate. In ne gre za to, ti molzeš, pa bo enkrat mleko vam prišlo. Ne, moraš biti noseč, moraš imeti otroka, da se ta naravni proces zgodi, da mi dobimo mleko. In kaj se zgodi? Seveda, telički so nezaželeni, ker to mleko, tudi v Sloveniji, recimo zakon, ne veleva, koliko časa mora biti teliček pri svoji mami, ampak lahko kmet sam odloči, koliko časa bo imel tega telička pri kravi. In potem te teličke tudi zelo hitro izolirajo, jih nastanejo stran od mame, krave imajo izjemen materinski nagon in je zelo težko, ko jim poberejo, ukradejo otroke, to je za kravo izjemno težko. Zdaj si predstavljate, da to krava doživlja vsako leto. To je prva stvar, se pravi, teliček gre v zakol, zato imate v trgovini teletino, vse reče temu. Telice, se pravi, če se rodi otrok ženskega spola, grejo naprej za krave mlekarce. Zato je mleko sporno, zato ker ne želim, da se njim otrok krade, da se jih prvo umetno oplodi,
Kar tudi živali to dojemajo kot posilstvo, to morate vedeti. To ni žival ni stroj, da daš roko vanjo in jo osemeniš in ni nič. Ona to dejansko doživlja kot posilstvo. To so tudi sicer delali poskuse na opicah, ko so opico posilili, ne vem kako so jo posilili, pač verjetno so jo posilili z roko, so jo umetno oplodili. In večina teh opic je potem, ko so rodile svoje otroke, je otroke ubila, jih je zavrgla. Se pravi, živali to doživljajo kot izjemen stres, kot posilstvo. In seveda ne nazadnje gre ta krava, ko ne more dati več te količine hektolitre mleka, gre v zakol. To tako je. Ni nobenih domov za ostarele krave, mlekarce, kjer živijo potem veselo na pašnikih do konca svojega življenja. Sploh pa pašnikov več večinoma ni. V Ameriki je pašnikov oziroma da imajo neko domačo rejo samo še 1%. Vse ostalo ne obstaja več, ker je industrija popolnoma uničila male kmete in kmetije in tako da te sanje o kravah srečnih lahko počasi prenehamo sanjati. Jajca. Tudi kokoši imajo jajca zato, ker jih same pojejo oziroma zato imajo svoje potomce. In če se kokošim ne jemlje, ne krade jajc, tudi kokoš ne proizvaja oziroma nima toliko jajc. In morate vedeti, koliko ženske, človeške, z vsakim rojstvom, pač ženska šibi svoje telo. In tudi kokoši, ko imajo jajca, šibijo svoje telo. Perikalci in vse naprej, vse to, kar gre v jajce in je kokoš čedalje bolj šibka. Se tudi dogaja, oziroma ponovadi kokoš tudi poje svoje jajce, da dobi nazaj svoja hranila. Vegani, se pravi, živim vegansko življenje, kakor je to praktično mogoče. Seveda ne moremo vplivati na vse, nimam pojma, kaj je v gumah na mojem avtu, verjetno je kaj od prašiča, pojma nimam, razna lepila, se pravi, so stvari, za katere si sploh ne moramo predstavljati, da vsebujejo živalske sestavine. Zato rečem, živeti vegansko, kolikor je praktično mogoče. Danes je dostop do čevljev, ki niso usnjeni, ni več toliko težek, so tudi čevlji, ki ni nujno, da je plastičen čevelj zaradi tega. Imajo že zelo dobre, ne bom rekla ponaredke, ampak naravne materiale, ki so tudi biološko razgradljivi in niso škodljivi za naše telo. Stvari, tukaj velikokrat kdo reče, ja, so dragi. Ja, pojdimo ven iz potrošniškega razmišljanja. Saj ne rabimo vsako leto nov par čevljev, 2 nova para. En par čevljev, ene superge, ne vem, bularje, martinske so tudi veganske, se da dobiti, pa še en par čevljev tako za nalepš, pa jih malo lahko ful dolg. Se pravi, tudi se mi zdi, da veganstvo zelo hitro potem vegani začnemo razmišljati o temu, da nehamo biti taki potrošniki, da nehamo obremenjevati naravo in okolico in zemljo, ker zemlja ne pripada samo nam, pripada tudi živali in je tudi z tega stališča moramo dopuščati živalim njihov prostor, ne samo, da jih ne jemo, tudi prostor jim moramo dopuščati. Kaj še, seveda volno, imamo tudi second hand shope, imamo od starih babic ful enih plaščev, volnenih damo predelati, tisto, kar je že, kar je staro. Se pravi, se da živeti, kolikor je praktično mogoče vegansko, bom rekla. Zdaj že vsem v to zajemam pač v veganstvo, da tudi ne razmišljamo kot nori potrošniki, da moramo vse imeti, pa da mora biti vse modern, pa bog ne daj. To je pač čista zabluda. Zdaj, če koga še kaj zanima, lahko vpraša. Mislim, da je to počasi to, že dolgo časa ste tukaj. Jaz vam želim eno uspešen veganski izziv, da bo šlo vse tekoče, gladko in predvsem vam želim, da bo ta veganski izziv potem trajal celo vaše življenje, pa še, da boste to prenašali še naprej na vse okrog vas z neko, bom rekla, na začetku vegani smo tisti, ki zatev postanemo zaradi živali, smo taki dosti tečni in velikrat nam reče, da smo agresivni. Jaz sem tudi spadala v to skupino in tako vidim, da se dogaja tudi drugim, ki postanejo vegani, čisto iz enega zelo preprostega razloga. Enostavno naši možgani ne morejo shendlati in doumeti to maso trpljenja in pobijanja vsako minuto,
in pogledati ljudi, in ki mu reče ta človek, da mu je vse en. Enostavno to ne moreš sprocesirati. Zato dajte razumeti, zakaj je nekdo, ki je vegan pol leta, 1 leto blazen. Ker ne moreš živeti svoje življenje več normalno, ko začneš enkrat se zavedati, kaj v resnici in na čem temelji ta naša družba. Pol, ko mine par mesecev, let, 2, pol v bistvu se začneš zavedati, da lahko sebe frdirbaš s tem, ko se ne moreš s tem ne sprijazniti, ampak enostavno, da najdeš en balans, kako funkcionirati naprej v tej družbi in biti to, kar si s tem svojim mišljenjem kot moralni človek, in na koncu ugotoviš, da v bistvu ljudi še najbolj pritegne to, če samo si. Pa tudi, če nič ne rečeš, ampak samo si, bivaš. Po mojih odločitvah, po mojih izbirah, ne po izbirah drugih. Tako da vse dobro in uspešno.